Da že snimamo. A sem mislil, da bo zdaj dobro niso neki zakon sprejet ali nekaj. Kako ste? Ja. Nikoli boljš. Hvala. Danes smo v dobri družbi, tako da je dobro. Tako. Kako si se pa ti urgentni zdravnik znajdel na tele naši, ne vem, seansi, ko se pogovarjamo o paliativni oskrbi? Kaj urgenten zdravnik vidi v paliativi? Dr. Gregor Prosen, vodja mariborske urgence, strasten urgentni zdravnik, je v nasprotju s pričakovanji in stereotipno predstavo o tem poklicu svoje delo razširil tudi na področje paliativne oskrbe. Kakor gledam zadnja leta, v resnici se število teh pacientov in potreb samo povečuje. Asistent dr. Maja Ebert-Moltara, državna koordinatorica za razvoj paliativne oskrbe v Sloveniji in vodja oddelka za akutno paliativno oskrbo Onkološkega inštituta Ljubljana, je gonilna sila paliativne oskrbe pri nas. Se vsi zdravstveni delavci morajo o tem izobraževati, morajo to znati, ker teh bolnikov je res veliko. Več kot 20.000 Slovencev vsako leto umre zaradi kroničnih neozdravljivih bolezni. Docent dr. Anamarija Meglič, pediatrinja, nefrologinja in vodja paliativnega tima na pediatrični kliniki UKC Ljubljana, skrbi za najbolj bolne otroke pri nas. Sem povabila kolege in sestre in psihologe k sodelovanju. In so se prostovoljno javili in tako smo sestavili paliativni tim. Spregovorili so o tem, zakaj je paliativna oskrba še vedno napačno razumljena. Dostakrat mi tu zdaj diskutiramo, kako je to najbolj poimenovati, da se tega ljudje ne bojo bali. To je daljše obdobje, to niso zadnji dnevi življenja. In dajmo jim pomagati na ta način, da bo njim to najlažje. Da smo neki sopotniki v njihovi poti. In seveda jih ne smemo zapustiti tudi ob koncu. Kaj so miti in resnice? Zdaj pa roke dvignemo, zdaj je pa bolnik paliativen. Ne? To niti slučajno ni res. Ne maram te besede, da paliativci pa ukinjajo zdravila, pa da ne pišemo zdravil. Mi jih prilagajamo. Dajmo zdraviti bolnika z boleznijo in ne bolezen. Mi podaljšamo življenje, ker preprečimo huda poslabšanja. Se pravi, vi hočete reči, da je paliativna oskrba nekaj, kar je v resnici enostavno dobra medicina. Tako je, in to, kar je za življenje. Sporoča, da nam je mar za dobrobit oziroma kvaliteto pacienta. Anamarija, dobro smo ga izučili, urgentnega zdravnika. Dober dan, spoštovani kolegici. Živijo. Kako ste? Ja. Nikoli boljš. Danes smo v dobri družbi, tako da je dobro. Tako, hvala, da ste se odzvali povabilu. Današnji podcast bomo nekako zaokrožili na temo paliativne oskrbe in mogoče, da se predstavimo naši publiki, dajmo povedati, kdo smo. Jaz sem Maja Ebert-Moltara, onkologinja, onkolog-internist, prihajam z Onkološkega inštituta. Anamarija Meglič, pediatrinja, od vsega začetka zaposlena na pediatrični kliniki in vodja paliativnega tima na kliniki. Zdaj se še jaz predstavim. Jaz sem Gregor Prosen, specialist urgentne medicine in trenutno predstojnik urgentnega centra v UKC Maribor. Mogoče, da zaplavamo v te vode. Nam malo povesta, kako sta se pa vidvi znašli v paliativni oskrbi, v pretežnem delu vajinega delovnika. To vseeno ni samostojna stroka, samostojna specializacija. Malo nam povejta v parih besedah, kakšna je bila vajina pot do sem. Maja mogoče. Jaz že odkar se spomnim, da sem zdravnik, od mladih nog zdravništva sem nekako bila v teh vodah oskrbe bolnikov z rakom in torej bolnikov tudi, ki imajo neozdravljivo bolezen. In tako so me nekako tudi mentorji relativno kmalu prepoznali kot nekdo, ki ima posluh za ta spekter teh bolnikov in so me kar hitro vključili v obravnavo tudi neozdravljivo bolnih, to se pravi umirajočih. In tudi ko se je začela razvijati paliativna oskrba na Onkološkem inštitutu,
sem takoj bila nekako pozvana, da sodelujem s Primarnih Červek, ki je pri nas neka mama paliativne oskrbe v naši bolnišnici. Tako da od takrat naprej ves čas nekako delujem na tem področju. Sprva še sicer kot onkolog internist, deloma kot terapevt, kot onkolog sem dajala kemoterapijo, pa s časoma, ki se je izkazalo, da je vedno več potreb po razvoju paliativne oskrbe, sem v zadnjih letih dejansko samo še delala paliativno oskrbo, tako da zdaj že kar nekaj let vodim ta oddelek za paliativno oskrbo na Onkološkem inštitutu, tako da zdaj sem čist v teh vodah. Super, hvala. Ana-Marija? Ja, jaz sem si že kot majhna želela biti prav pediater in zelo vesela, ko sem to tudi uspela postati. No, ampak tudi od vsega začetka sem na pediatrični kliniki, takoj po fakulteti zaposlena. In od nekdaj so me nekako prizadevali ti otroci težko bolni, ki sem jih srečevala ne samo na svojem nefrološkem oddelku, ampak po vseh oddelkih pediatrične klinike. Vedno sem veliko dežurala, veliko delala in se veliko vključevala tudi v druge oddelke. In si vedno želela, da bi ti otroci, mladostniki, skupaj s starši bili obdelani celostno, obravnavani celostno. Namreč tudi, če gre za neko zelo specifično diagnozo, je to otrok, ki ima več težav z večjih organskih sistemov in je zelo redko, da ima samo eno področje, ki ga je treba obravnavati in zdraviti. In potem je še ene par takih osebnih okoliščin prispevalo do tega, da smo začeli pred 8 leti z paliativno oskrbo. Pravzaprav je bilo tako, da sem povabila kolege in sestre in psihologe k sodelovanju. In so se prostovoljno javili in tako smo sestavili paliativni tim, ki se je nekoliko spremenil do sedaj, ampak delujemo vedno in samo kot tim, torej to ni področje ene osebe, delujemo pa 100% vsak na svojem oddelku in je to čisto kot dodatno naše delo in zadolžitev. Paliativna oskrba na naši kliniki, otrok, ki pa prihajajo iz cele Slovenije, ne. Tako da se vedno povezujemo tudi z primarnim in sekundarnim zdravstvom, ker noben otrok seveda ni zdravljen samo na kliniki. Se pravi, na nek način sta orisali zdaj tudi pot, kako se je ta paliativna oskrba v Sloveniji sploh v zadnjih desetletju, 2, zlagoma razvijala, se pravi iz nekih primarnih strok. Dejansko je to nek kratek povzetek, kako se je to začelo razvijati. Ampak preden gremo naprej, pa mogoče vseeno, Gregor, še ti povej, kako si se pa ti urgentni zdravnik znajdel na tele naši seansi, ko se pogovarjamo o paliativni oskrbi. Kaj urgenten zdravnik vidi v paliativi? Ja, zelo zanimivo vprašanje in seveda, če bi me to vprašala pred 20 leti, ko sem začel, si ne bi niti znal predstavljati, kaj to vprašanje pomeni. Pred parimi leti, mogoče pa še posebej med pandemijo, pa je zdaj postalo jasno, da te stroke oziroma ti pristopi absolutno se zbližujejo. Ne mogoče zaradi tega, ker bi si mi v sami stroki to želeli, kajti v nekem smislu seveda urgentna medicina, reševanje življenj ali vsaj neposrednega trpljenja ne gre skupaj z paliativno oskrbo v tradicionalnem, konzervativnem smislu, po drugi strani pa gre v resnici odlično skupaj, še posebej, bodimo pošteni, s krhanjem celotnega sistema, s krhanjem večjih plasti, mreže, mnogokrat še posebej v času dežurstev oziroma izvenrednih telovnikov, pacienti se edino lahko zatečejo po pomoč pač v sistem nujne medicinske pomoči, ne. In z tega vidika nekako prepoznavamo tudi v našem urgentnem centru in v celotni stroki, da je v resnici paliativna oskrba oziroma vsaj osnovne prvine postal naš vsakodnevni kruh in kakor gledam zadnja leta, v resnici se število teh pacientov in potreb samo povečuje.
Tako da smo se nekako znašli partnerji v tem skupnem timu oziroma skupnem trudu za naše paciente. Ja, na nek način je zanimivo, ne, kako smo se iz različnih vetrov znašli danes tukaj. Ampak saj to je tudi bistvo tega, kar bi želeli danes spregovoriti, da dejansko je paliativa del zdravstvenega sistema, a ne? Da. In da se vsi zdravstveni delavci morajo o tem izobraževati in morajo to znati, ker teh bolnikov je res veliko. Več kot 200,000 Slovencev vsako leto umre zaradi kroničnih neozdravljivih bolezni. In to je res potreba po teh znanjih, teh veščinah in to mislim, da je eno od glavnih sporočil, ko upam, da bomo danes nekako vsi spregovorili na to temo. No? Tako da, ker to je tisto, kar je pomembno. Vsi moramo poznati osnove paliative in pomagati ljudem, ki so neozdravljivo bolni. In takih je veliko. Ja, res je. Moram priznati, povedati številke, ki so samo za grob oris, recimo v našem urgentnem centru, na oni nepoškodbeni strani med bolj bolnimi oziroma triažiranimi višje, to pomeni od rumene triažne kategorije gor, je mediana starost 72 let. Se pravi, epidemiologija oziroma demografija na splošno se absolutno spreminja in nekako je jasno, da moramo vsi začeti razmišljati o teh večinoma starejših, krhkih, soobolevnih pacientih drugače, veliko bolj personificirano, individualno prisluhniti njihovim potrebam, željam in nekako potem iti izven strogih algoritmov. Kar prej si Gregor omenil, ne, kot kaj je zgodovina bila. Ne. Sej v vseh državah po svetu je večinoma se paliativna oskrba začela razvijati v onkologiji, ampak od tistih 20,000, kar sem rekel vsak let, da jih umre, takih je samo tretjina onkoloških bolnikov. Vse ostalo so neonkološki bolniki in zato je ta potreba zelo velika za neonkološke bolnike in to je treba poudariti. Tako da tudi ti pa lahko poveš, kakšna potreba je pri vas, ne? Tudi na pediatrični kliniki je paliativna oskrba se začela uveljavljati in bila uveljavljena tudi v obliki mobilnih timov, torej oskrbe na domu, že veliko preden smo ta ekipa zdaj začeli in to na onkološkem oddelku. Ker so otroci bili zdravi, potem so zboleli, se zdravili dolgo časa in na oddelku oziroma doma tudi umrli. To je bila potreba, in tudi po drugih evropskih državah vidimo, da se je to tako začelo, v onkologiji. No, ampak sodobna medicina dejansko dela nekaj, dela pravzaprav veliko čudežev, veliko dobrega zdravljenja, veliko je biološkega zdravljenja, veliko je zdravljenja tistih bolezni, za katere včasih zdravil ni bilo. In tudi zdravljenja so boljša in ljudje živijo dlje, vendar se jim s tem pa tudi slabša kvaliteta življenja. In enako je tudi v pediatriji, zelo veliko, zelo zgodaj rojenih otrok, prezgodaj nedonošenčkov preživi. Vendar imajo številni posledice nedonošenosti in določene težave ali prikrajšave glede na zdrave sovrstnike nosijo potem celo življenje. Lahko se tudi komplicirajo in se njihovo življenje skrajša. Potem so genetske bolezni, potem so metabolne bolezni, potem so prirojena srčna stanja, ki se seveda operirajo, zdravijo, vendar lahko vodijo le v podaljševanje življenja, ne pa ozdravitev. In je potem mladostnik v tistem obdobju na to je prišel na konec svoje življenjske poti. In teh bolnikov je vedno več. In zato se je tudi v Sloveniji paliativna oskrba pravzaprav sama od sebe začela razvijati, hkrati z kompletno Evropo. Tudi v evropskih smernicah Zaveze Evrope so, da se vzpostavi paliativna oskrba v vseh evropskih državah na ustrezen nivo, se pravi, odvisno pa od regijske organizacije. Je pa zanimivo ravno temu, ko praviš, kako se je ta paliativna oskrba pojavila pa se razvija, da dejansko, če smo čisto realni, tudi prej, ko se ni imenovala paliativna oskrba,
se je izvajala. Saj mi smo zdravniki in smo že od nekdaj pomagamo ljudem, kadar imajo težave, jim pomagaš. Pomagaš jim pri bolečinah, pomagaš jim pri slabosti, bruhanju pa teh stvari. Samo da mogoče včasih 20 let nazaj, 30 let nazaj nismo temu rekli paliativna oskrba. Zdaj pa v zadnjem obdobju pa se dejansko to dejavnost imenuje paliativna oskrba in zato, da se bi mogoče še bolj poudarjali, kako je pomembno, da smo tudi na tem področju dovolj izobraženi, da dovolj delamo, da se izpostavlja vse te naše dejavnosti, ki zagotavljajo čim bolj optimalno, kvalitetno življenje za te bolnike, ki so neozdravljivo bolni. Tako da dejansko že od nekdaj je zdravnik delal paliativno oskrbo. Zdaj mogoče v zadnjih letih pa jo še poimenujemo kot paliativna oskrba in dostikrat mi tu zdaj diskutiramo, kako je to najbolj poimenovati, da se tega ljudje ne bojo bali. Ker saj veš, Gregor, kaj ponavadi rečejo, ko jim rečeš paliativna oskrba. A zdaj bom pa umrl? Ja. Ampak a je paliativna oskrba? Laiki, pa tudi zdravstveni delavci, tudi mi imamo kolege med nami, ne medicinske sestre, ampak večinoma zdravniki, ki menijo, da je to dejansko lajšanje bolečin tik pred smrtjo. Paliativna oskrba je pomoč umirajočemu. Pa to ni res. Prvo mi prosim povejte, pomagajte mi razumeti, kako pa zdaj torej mi pojmujemo to paliativno oskrbo, pa naj jo imenujemo formalno zdaj kakor jo, ali pa ne, kaj je zdaj bistvo in kaj je širina in globina tega pristopa. Zdaj, osnovna definicija paliativne oskrbe je, da je to celostna oskrba neozdravljivo bolnega in to je daljše obdobje. To niso zadnji dnevi življenja, ampak to je, mi delimo vedno, jaz rečem, to je paliativna oskrba, ima 4 obdobja. Zdaj prav, prvo obdobje je obdobje zgodnje paliativne oskrbe, izredno pomembno. Takrat imaš ti čas bolnika dobro spoznati družino, spoznati, kako funkcionira, kaj so njegove želje, kaj so njegove vrednote. To je prvo obdobje, ponavadi je to skupaj z nekim specifičnim zdravljenjem za osnovno bolezen. Potem sledi drugo obdobje, to je obdobje pozne paliativne oskrbe, ko to specifična terapija ni več nekako izvedljiva ali pa možna in takrat, ko je že bolnik postaje vedno bolj oslabel. Potem je pa to zadnje obdobje, zadnjih, bom rekla, nekaj dni, kar rečemo, to je pa obdobje umiranja. To se pravi, to je majhno obdobje paliativne oskrbe, je obdobje umiranja. To so zadnji dnevi življenja, mi rečemo. Ampak da bomo mi bolnika v zadnjih dnevih življenja dobro lahko obravnavali, da ga bomo lahko obravnavali to, kar je za njega pomembno, da bomo tako naredili, kot si on želel, je treba ga prepoznati, da vemo, kako si on želel preživeti to obdobje s svojimi bližnjimi doma ali kje drugje, da ga poznaš. In tako da, tukaj sem rekla, zgodna paliativna oskrba, pozna paliativna oskrba, potem pa obdobje umiranja, zadnji par dni življenja in pa še 4. obdobje, ki ga pa tudi zelo pogosto pozabimo, je pa obdobje žalujočih. Ker paliativna oskrba ni samo oskrba bolnika samega, ampak ti obravnavaš celo družino. Ker če ti hočeš za bolnika dobro, je potrebno, da cela družina pozna, kaj se z bolnikom dogaja in to podporo damo tudi tem žalujočim po smrti pač bolnika in ta del je tudi pomemben. Tako da to je pa 4. obdobje v paliativni oskrbi, tako da je zelo veliko aktivnosti tudi, da poskušaš zagotoviti čim boljšo kvaliteto življenja bolniku in družini in na koncu pa tudi žalujoči. Torej, paliativna oskrba torej ni samo oskrba umirajočega, ampak začnemo bistveno prej. Res pa je, da moramo prepoznati, da gre za neozdravljivo bolezen, pač v pediatriji tako, da je napredujoča in da bo otrok zaradi bolezni mladostnik umrl prej, kot bi sicer. Številni, določen delež, preživi v odraslo dobo, jih pripeljemo v odraslo dobo in jih nato predamo odraslim, ki dalje celostno skrbijo zanje oziroma naj bi. Ampak predvsem jaz mislim, da je zelo prav, če takrat, ko imamo takega bolnika pred seboj, ki ima neko bolezen, ki je neozdravljiva, napredujoča, da stopimo lepo dol iz tistega občutka, mi smo zdravniki, mi zdaj zdravimo, mi imamo protokole, mi imamo sodobna zdravila, kaj bomo še naredili. Ampak se postavimo tako zelo enostavno, smo ljudje
smo pred bolnikom, njegovo družino in kako pa oni razmišljajo o tem, kako jim pa mi kot zdravniki s svojim stanjem lahko v tem pomagamo. Pravzaprav tako zelo enostavni moramo postati, stopiti na trda tla in se čisto nič počutiti, ne, da smo zdaj bomo pa zdravili po nekih protokolih. Dajmo prilagoditi zdravljenje temu bolniku, ki je neozdravljivo bolan, ki ga čaka težka zgodba, svojce s podporo, in dajmo jim pomagati na ta način, da bo njim to najlažje. Da smo neki sopotniki v njihovi poti. In seveda jih ne smemo zapustiti tudi ob koncu. Ampak tukaj, ko začnemo, bomo rekli, so še zelo živi in med nami in imajo svoje želje in svoje cilje. In mislim, kako grdo, če tega ne prepoznamo, kako nismo ta pravi zdravniki, ki... Si zelo lepo rekla, moramo nekako ostati ob njih. In to je tisto, ki je pa nekaj, ki je težko lahko za nas zdravstvene delavce. In to je tudi ena od teh stvari, zakaj mogoče se kdo ne čuti, da je to del našega, da smo dovolj močni, da to izpeljemo. Ampak je to zelo pomeni sestavni del, da ostanemo ob bolniku in tej družini do konca. Dejstvo je, da zadovoljstvo, da si ti družino peljal čim lažje skozi to težko obdobje, da si ti kot zdravnik prispeval, da jim je bilo lažje. To je en tak zelo, zelo dober občutek. Tako da jaz mislim, da absolutno premaga tisti strah, zadržanost, ne, jaz nisem za to, meni se otroci smilijo, jaz starše ne želim žalostiti, da gre za... Starši to preklemano dobro vedo, da se bo življenje enkrat končalo. In ko jim pridemo dovolj blizu, dosežemo tudi to, da nas vprašajo, kako pa bom jaz vedel, da je moj, na primer zelo prizadet nevrološki otrok, ki ne komunicira, kako bom vedel, da je umirajoč. In to do nas, pravzaprav težko koga drugega vprašajo, ker jih vsi nekako tolažijo, sej bo, ampak to res rabijo in to je dobro in zato tudi mlade kolege, ki jih učimo, ne se bati, zadovoljstvo, ki ga to delo prinaša, je zares veliko. Kar me fascinira je, da vidvi ta pristop, to paliativno oskrbo, to medicino opisujete v resnici izrazito pozitivno. V smislu, da prinašamo dobro, da prinašamo neko luč, da odnašamo trpljenje. Je tako? To je dejansko poanta paliativne oskrbe, da iščemo v te situaciji, ki so neizhodne. Mi vsi vemo, da medicina ima svoje meje, mi vsi to vemo. Medicina ne zna vsega pozdraviti in življenje je kot je življenje. In biti na poti kot sopotnik nekomu, ki ima neozdravljivo bolezen, je nek, bom rekla, izziv sicer, ampak je tudi hkrati lahko nekaj pozitivnega, kako mu pomagaš, da mogoče že kakšno stvar vidi, naredi to, kar si on želel. In zato je pomembno, da ti te bolnike poznaš in pa iščeš te iskrice, ki so za njega pomembne. Tako da to je lahko res lepa medicina, da iščemo tiste pozitivne momente. Na trenutke je lahko tudi žalostna, to bodimo realni. Seveda je, pa tudi, veste, mene tako dostikrat vprašajo, kako pa to sprejemate, da vam ljudje umrejo. A veste, to, da kdorkoli umre, je vsakokrat je za neko okolico, za neko družino, je izguba. To je vedno težko in ne moramo reči, se to pa vse v redu. Ne, to je izguba in je prav, da je izguba. Ampak mi smo tam v oporo, da grejo vsaj en delček, kamenček lažji skozi to veliko izgubo, ki jo doživljajo. In zato jim je lažje. In to je tisto, ki ti lahko ostane v neko uteho, da si jim pomagal v tem težkem obdobju, ko so izgubili nekoga, ki jim je veliko pomenil. Ker takrat se počutiš zelo, zelo sam, ko si na temu, da si svojc, ko izgubljaš nekoga, takrat rabiš nekoga, ki te bo razumel. In družba, kot smo danes, smo zelo taki, da se te teme bojimo. Smrt, to je tabu v današnji družbi. In zato je pomembno, da so zdravstveni delavci ali pa tudi, bomo rekli, sodelavci, da znajo pristopati k takim bolnikom, takim družinam na ta prav način in biti v oporo. Ne pa, da takrat
nehote se nekateri bi najraje kar poskrili, pa kar ne bi bili zraven. In to je spet, se vračamo na tisto, kar si rekla prej, da moramo ostati zraven, a ne. Ker bolniki in svojci nas potrebujejo tudi v tem obdobju. Veš, kaj je še zelo narobe, ne? Kar ljudje mislijo, tako tudi laiki mogoče, da je paliativna oskrba prenehanje zdravljenja, prenehanje aktivnega zdravljenja, da je zdaj pa roke dvignemo, zdaj je pa bolnik paliativen, ne. To niti slučajno ni res. Zdravniki smo in dalje zdravimo, vendar individualno to, kar bolnik potrebuje. In če potrebuje protibolečinska zdravila pred smrtjo zaradi bolečin ali morfin zaradi dihalne stiske, a ne, mu to predpišemo in mu titriramo tako, da on ne trpi, a ne. Tudi to sodi in ne bežimo takrat, a ne. V bistvu je to, da smo zdravniki, če smo ta pravi, a ne, počnemo tudi to, a ne. In ko si govorila ravno o teh zdravilih, ne, mi, ko poučujemo mlade, ne, kolege, jaz vedno rečem, da mi je prav, ne maram te besede, da paliativci pa ukinjajo zdravila, pa da ne pišemo zdravil, mi jih prilagajamo. To se pravi, nekatera zdravila tudi jaz uvajam na novo, zato ker jih bolnik v tisti situaciji, ko je pri meni, rabi. Pa mogoče take neobičajne, ko bi rekel, pa saj to, zakaj pa to paliativci, zato da ne bo imel nekega simptoma. Torej, tista zdravila, ki pa bolnika bremenijo, mu lahko delajo težave, tista pa seveda odstranimo, ne. Tako da jaz vedno rečem, da mi je veliko lepša beseda, da prilagajamo. Glede na situacijo, jaz od mojih specializantov vedno hočem vedeti, zakaj je kaj ukinil in zakaj je kaj napisal. In mi morajo povedati to. In to je tisto, kar v bistvu, kako dosežeš, da bomo res naredili optimalno za tega bolnika, tisto, kar je treba. To je res, ne. Pri kroničnih bolnikih smo zdravniki zelo dobri v predpisovanju zdravil, a ne. Posebej je to pri starih ljudeh, a ne, pač ki vsak za svojega konca, a ne, predpisuje, a ne, saj to, zato so že uvedeni ukrepi določeni v lekarnah in tako naprej, a ne, da bi to omejevali. In neki bolnik, a ne, ki pač upošteva navodila zdravnika, a ne, mora morda pojesti na dan, ima predpisano, ja, 3-krat na dan celo pes zdravil. Pa v čem je smisel, a ne? In to ravno se zdravniki, naši kolegi, medicinske sestre in vsi drugi sodelavci, ki sodijo v tak paliativni tim, se to normalno sprašujemo. Ta človek, ta bolnik, kako pa to sploh spravi vase, ali kako ta mamica temu otroku po gastrostomiji, a ne, po cevki v želodec, lahko sploh spravi ta zdravila, a ne. A jih res potrebuje in koliko je to naporno tudi za njega. In kaj potem, ko bruha? A mu da še enkrat? In potem rabi zdravila za to, da lahko odvaja, ker so tista zdravila taka, ki ga zapirajo in tako naprej. In ta enostavni pomislek, a ne, tak človeški pomislek v tej sodobni medicini, ki drvi samo proti uspehu, proti novemu zdravljenju, proti neki velikemu napredku, a ne. Bolnika vsakega je treba zelo individualno obravnavati. Tako. In tudi skozi potek bolezni se te potrebe spreminjajo in tudi potrebe po zdravilih. Nekateri rabijo tudi kakšno zdravilo več, kakšni pa rabijo, ali pa večinoma jih pa rabijo manj teh zdravil, a ne. Tudi vemo, da se telo spreminja ob koncu življenja, da rabijo mogoče manj pač zdravil za visok krvni tlak, ampak to ti moraš z glavo prilagajati. Ne navratno nos kar 3 naenkrat ukiniti, ampak postopoma prilagajati glede na to, kakšno je stanje, spremljaš in prilagajaš. Če ne, imaš pa takoj bolnika, ki ima lahko nizek krvni tlak, lahko pa nizek sladkor, zaradi tega, ker redno jemlje, tako kot je naučen. Se počuti še slabše, ne? In ja, na ta način je treba z glavo delati te prilagoditve zdravil in obravnave. Se pravi, če sem vaju prav razumel, paliativna oskrba je torej v resnici nek princip, nek pristop, ki na piedestal postavlja kvaliteto pacientovega življenja. In vse bolj ali manj prilagajamo okoli tega. Zavedajoč se, da pač dokončne ozdravitve več ne bo, ni možna, ampak tisto malo ali veliko, ki je pa ostalo, naj bo pa kvalitetno. Velikokrat s temi ukrepi mi podaljšamo življenje, ker preprečimo huda poslabšanja
naredimo v načrtu zdravljenja, nadaljnega zdravljenja, paliativne oskrbe, nadaljne oskrbe, kakorkoli rečemo temu dokumentu, ki ga potem posredujemo na vse konce, kjer je bolnik oskrbovan, tam je tudi napisano, kako prepoznati zgodnje poslabšanje, stanje, kako ukrepati, na koga se obrniti, kaj predpisati, kaj narediti takrat, in se težka poslabšanja potem lahko preprečimo in s tem podaljšamo življenje bolniku. Torej, paliativna oskrba res ni tisto, kar si ljudje predstavljajo. Ana-Marija, hočeš reči, ne samo, da je življenje boljše, Tako je. lahko je tudi celo daljše. Ja, res je. To imamo v onkologiji kar nekaj takih študij, pa ne samo onkologija, ampak velikih je pa v onkologiji, Kazano. je dejansko dokazalo se tudi daljše preživetje, statistično signifikantno daljše preživetje. Tako da iz tega vidika so tudi pred, bom rekla, ne vem koliko leti, zdaj že nazaj, ko je prvič so te študije prišle na svet, so vsi bili zelo skeptični do teh rezultatov, ampak ker so se tudi nove študije to potrjevale vedno znova, je tudi zdaj paliativna oskrba uspela bolj prodreti v te, bom rekla, druge vode, tako kot je onkologija. Tako da, je pomembno, da se te osnovne vede naše razvijajo in da lahko čim več bolnikov čim bolj pozdravimo, tiste, kar lahko pozdravimo, dajmo, ampak tam, kar pa ne, pa dajmo paliativno oskrbo tudi čim prej na prav način integrirati, zato da bomo poskrbeli za čim boljše življenje teh bolnikov in njihovih družin in konec koncev bomo tudi nam olajšali. Veste, koliko je lažje tudi z enim takim bolnikom speljati stvar do konca, če je pravočasno vključen in če razume, kaj se dogaja z njim in je dejansko dobrobit za vse skupaj, tudi za nas zdravstveni sistem. Zdaj, mogoče bi še želel samo malo načeti to vprašanje tabuja oziroma izzivov. Pa bom začel tako. Se pravi, vi hočete reči, da je paliativna oskrba nekaj, kar je v resnici enostavno dobra medicina. Tako je, in to, kar je za življenje. Za življenje in to, kar si pravzaprav vsak od nas, strokovni delavcev, zdravstveni delavcev, lahko želi. In kar se je tudi v družbi v sedanjih razmerah pač izkazalo, da se bojijo ljudje smrti, da se bojijo umiranja, zato so pač tudi nastale določene zelo narobe stvari, bomo rekli. Ampak, prosim. Pobude in celo struje, kar je daleč od tega, kar mi smo za življenje, mi smo za lepše življenje, je pa res, da smrti ne skušamo ubežati. In vemo, da pride za vsakega od nas, se to, če vsakega od nas vprašaš, ve, da bo umrl, ampak ne bom. Ampak vseeno, bomo, ampak dajmo do takrat narediti življenje čim boljše, čim lažje. V osnovni definiciji, osnovni veho v definiciji je v paliativni oskrbi, da mi ne umetno podaljšujemo življenje in ga tudi ne skrajšujemo. Tako da to je čisto osnovna definicija, že, bom rekla, ki je v temeljih vsega tega našega dela. Tako da iz tega vidika je vse to tudi iskanje teh lepih, bom rekla, iskric, ki jih še mogoče nudi življenje posameznika, ki pa jih je treba vedno iskati. Veste, tudi če nekdo ne išče več, pa če hoče, če gre pa v upa, pa moramo mu nekako poiskati ta smisel, da najde še neko upanje, pa nekaj, kar še lahko naredi, doživi, kljub temu, da ima bolezen, za katere bo enkrat umrl. Ampak biti ob takem bolniku do konca ni lahko, ni vedno lahko, ampak vseeno pa je pomembno. Vsak bolnik ostane v spominu in ga nosiš s seboj. Ja, ampak saj tudi tiste, ki si jih uspešno pozdravil, nosiš, Saj bolnikov ne pozabimo. Saj to je popolnoma normalno, Saj nismo aparati, smo ljudje. Samo ravno te bolniki so mene največ naučili o smislu življenja. Vidiš, koliko je v bistvu življenje, kakšna vrednota je to. In iz tega, ko spremljaš te bolnike, tudi v teh obdobjih, ko smo govorili zgodnja, pozna TRR, in dejansko vidiš, kako oni hrepenijo potem, da bi imeli še kakšen dan, še kakšen teden, da bi lahko še nekaj naredili in ko jim lahko ob temu pomagaš,
to je tisto, kar nam da tisto voljo, da še naslednji dan greš v službo, pa delaš naprej, kljub temu, da ti en bolnik umre, ampak kljub temu greš naprej za drugega, si rečeš, lejte, on je, to si želel, mogoče pa temu lahko še to pomagamo narediti, ne. In to je tisto, kar te vedno znova nekako spodbudi, da se vračaš v ta poklic in da to delaš. Se pravi, nekako razumem in še dodatno sta potrdili to moje razumevanje in vero, da torej za tem pristopom to ni pristop teme, smrti, to je pristop za kvaliteto življenja. Nekako logično se potem zastavlja pa vprašanje, zakaj zdaj ta pristop nekako ne uspemo spraviti v pogovore ob vsaki kavi, ob vsakem nedeljskem kosilu, zakaj to zavedanje minljivosti in potem prepoznave teh potreb in seveda naslavljanje teh potreb, še posebej pri tej velikem številu starejših pacientov, tako onkoloških, zakaj nekako ne uspemo, da bi o tem govorili in da bi imeli mogoče še večjo podporo ali pa razumevanje, da ne rečem povpraševanje po paliativni oskrbi iz širše družbe, zakaj mogoče tudi so pri nas neke rezervacije, oziroma samo zadnje vprašanje na to temo, kaj vi mislite, kaj bi morali mogoče širše v družbi spremeniti, da bi tudi družba videla paliativno oskrbo tako svetlo, kakor jo mi. Jaz mislim, da smo mi vzor, oziroma bolniki, ki so oskrbljeni tako, ne, da je to kot neka vzor, oziroma da se na ta način širi, pa ne rečeš dobro ime, ker pač to ni dobro ime, ne, širi zgodba, širi smisel tega, ne. Saj med našimi bolniki je tako, da nas že, in takrat smo najbolj veseli, ne, ko nas poiščejo starši sami, ne. Tako, in to je dejansko tisto, kar moramo pokazati in dokazati družbi. Pravijo pa, da je naš narod, ne, da sodimo med tiste narode, pri katerih je smrt tabu, da so določena področja na svetu, kjer so bolj odprti, ne. Ampak pri nas, jaz mislim, da bo s časoma, bojo pa ljudje morajo spoznati, ne, da je zelo pomembna tista vsaka dodatna minuta, ki jo posvetijo bolniku, ne? Da ni samo hitenje in štepanje bolnikov. Ker mi smo zdaj res taka družba, da zelo hitimo in nam te stvari, ki je treba vzeti si čas in res živeti življenje, nekako ne gre. Normativ 15 minut za ambulanto je absolutno premalo, ne? Da lahko ti enega bolnika, invalida, z kupom težav obravnavaš, ne? Kaj šele, če je to napredujoče bolan bolnik. Samo jaz pa gledam, kaj je to širše, to kot družba, vsi hitimo, družba je vse naštima na to, da moramo čim več narediti v življenju, čim več danes in zdaj in še včeraj, ne? In se ne znamo počasniti. In ta mirnost in sprejemanje situacije, marsikaj, tudi mlade generacije niso več pripravljene, tako kot mogoče je bilo to v času naših dedkov pa babica, ne, ker takrat tudi, je bilo, si se rodil, pa si tudi doma umrl. Danes je to že, pač že nam rekla bogokletno, ampak tako, marsikje to je kar malo nesprejemljivo, ne, tako da to je nekaj, kar se moramo spet vrniti, mogoče kakšen korak nazaj v naši družbi in naučiti živeti s tem, ne, da smo ljudje, ki se rodimo in tudi v nekom obdobju tudi umremo. Pa dajmo poskrbeti za to, da bomo skupaj čim lepše tudi odšli. Ne, da samo, a veste, kako poveličujemo rojstvo, za smrt pa dostikrat nam je to nekaj tam. Ja, in čas za to, ne, čas za to si vzeti, da daš možnost, da bolnik tudi spregovori, o čem razmišlja, kaj ga skrbi, česa ga je strah, ne. In v bistvu je v učenju paliativne oskrbe, ne, pristopa izjemno pomembno ali pa skoraj čisto na prvem mestu učenje komunikacije. Ne. Kako pristopiti bolniku, kako mu povedati, kako svojcu povedati, ne, in absolutno ne, no, zdaj ste pa v paliativni oskrbi, ne, ker bo on padel v nezavest, da je zdaj pa, zdaj me bojo pa nehali zdraviti, ne. To, zato, ker je to narobe, ne. Ta pristop, kako začeti, kako nadaljevati, ne. Seveda pa je pa tudi znanje iz predpisovanja zdravil
etične dileme, kako jih rešujemo, a ne, ker se seveda tudi pojavljajo. A ne. Ampak velikokrat to naši kolegi že izvajajo. Ampak imamo več nivojev tudi izobraževanja. Nekaj je, ko se moramo mi izobraževati, zdravstveni delavci, a ne, to so zdravniki, medicinske sestre, naši sodelavci, če rečemo psihologi in pač vsi, ki so člani našega tima, to je en del, kjer se moramo izobraževati tudi na področju paliative je vedno več, potem je treba izobraževati tudi bolnike in njihove svojce in pa nenazadnje tudi našo družbo. Mi moramo dejansko o tem več govoriti in prikazovati tudi, bom rekla, pozitivne plati tega obdobja in staranja in življenja z boleznijo in pač vseh teh mogoče danes tabu tema, ne? Ampak o tem je treba govoriti. In zato mi je zelo fajn, da imamo danes možnost spregovoriti o takih stvareh, ker na tak način bo treba še kje drugje pač spregovoriti in biti glasen, zato da bojo nekateri ljudje se ne več tega bali. Ker jaz mislim, da marsikdo se tega res grozno boji. Se pravi, paliativna oskrba torej so samo zadnji dnevi umiranja. In Anamarija, če sem te pravilno razumel, paliativna oskrba se nekako nežno in subtilno začenja vpet, stkati z, bomo rekli, kurativno vzročnim zdravljenjem. In bi morala biti nekako tranzicija iz pretežno ali pa popolnoma kurativnega pristopa za vsako možnostjo, agresivno ali ne, z upanjem v zdravitev, prej ali slej, mogoče pri otrocih malo drugače kot pri starostnikih ali pa pri pacientih z hudo, kronično odpovedjo organov večinoma. Se pravi, paliativna oskrba bi se morala relativno zgodaj vpeti v to zdravljenje in postati del celokupnega načrta. In potem, kakor so nekako kurativne zmožnosti se izčrpavajo, pa verjetno vedno večji delež prevzame to simptomatsko podporno zdravljenje. Tako, se pa prepleta, ne? To nista dve ločeni stvari in zato Tako. Mi pravimo, da paliativna oskrba sodi v redno klinično prakso za te bolnike. Ne? Se pravi, hočeš reči, da paliativno oskrbo oziroma neke prvine delamo potem takem vsi kliniki. Popolnoma vsi in ne samo zdravniki, ne? Delajo tudi medicinske sestre, ne? Ki zelo dobro spoznajo bolnika, ko je hospitaliziran, ne? Se veliko pogovarjajo, so navzoče tudi, ko bolnik izrazi svoje zelo notranje misli, ki jih ne upa sicer povedati pred publiko zdravnikov, ne. Slišijo, prenesejo zdravniku in zdravnik to sliši, ne. To je namen. Drugo je to psihološka podpora, ne. Paliativna oskrba je namreč sestavljena iz 4 takih gradnikov, ne. Eno so telesni simptomi, drugo je duhovna podpora, ne. Vsi smo duhovna bitja, vsi razmišljamo o tem, ne. Psihološka podpora seveda je težko, a ne, v pediatriji je staršem izjemno težko. Izjemno težko, tudi zdravnikom je težko, a ne. Otroci živijo, a ne. Otroci ne umirajo, razen če so težko bolni, a ne. Tako in socialna podpora, a ne, ta družba okoli njih, ta ozek krog, a ne, zelo pomemben, da ga podpremo, a ne. Skratka, zato so zelo aktivno vključeni tudi psihologi, zato je aktivno vključen socialni delavec v tak tim ljudi, ki skrbi za takega bolnika, in duhovni delavec naj si bodi glede na religiozno področje, v katerem je bolnik, kako razmišlja, a ne. Ne glede na to, tudi če je agnostika, ne. Gre za to, da smo duhovna bitja, razmišljamo, zakaj se je nam to zgodilo, kam gremo, kaj bo z nami, a ne, po smrti. Tako, a ne, in to je dejansko, da imajo možnost se pogovarjati in seveda zdravniki, mi smo za vse, tudi dejansko nimamo časa, a ne, zato pritegnemo v te time v sodelovanje tudi te ljudi, zdravstvene delavce, ki nam pri tem pomagajo, imajo tudi znanje z tega področja. Evo, mogoče vse še za poudariti to, da ta organizacija, kako imamo, ne, potrebna je ta celostni pristop, to, ko si lepo zdaj opisala,
Hkrati moramo pa se zavedati, da je tudi paliativna oskrba se mora izvajati dvonivojsko, to se pravi nekje osnovna paliativna oskrba, ki jo moramo znati vsi kliniki, Potem so pa še te specializirane enote, ki pač zdaj počasi rastejo po celi Sloveniji, jih ni še vse povsod, ampak nekako s časoma upamo, da bo ta mreža se vzpostavila. To ne bi pomenilo tako oddelke za akutno paliativno oskrbo, tako mobilne enote, tudi konziliarne službe, tudi da bodo telefoni dosegljivi bolnikom takrat, ko jih rabijo. Tudi celo mrežo počasi bomo, upam, da razvili, ampak bo pa verjetno še nekaj vode pretekali, da bomo res to mrežo zastavili, jo ustanovili tako, kot jo res naši bolniki potrebujejo. Tako da na tak način, da o tem govorimo, mislim, da bomo šli v ta pravo smer. Maja, Anamarija, zdaj dovolite, da nekako to probam razumeti kot urgentaš. Se pravi, premočrtno in preprosto. Se pravi, medicina je v neki svoji osnovni biti bi želela pozdraviti, ozdraviti. Tako začnemo delo kot zdravniki, recimo na strokovnih izpitih v tej sobi, želimo doseči neki relativno jasen cilj ozdravitve te bolezni ali pa akutnega poslabšanja. In potem pa seveda, če to gledamo skozi daljše obdobje in skozi širšo prizmo, pa ugotovimo, da pač življenje na koncu se bo vedno končalo, kak pravi tisti pregovor, edina stalnica v življenju so davki in smrt. In prej slej, torej kot zdravniki, pri večini svojih pacientov ugotovimo, da je bolezen verjetno neozdravljiva in da ne moremo ozdraviti in zaradi tega odvzeti simptomov, da lahko kvečjemu samo še zazdravimo. In potem, ko ta kauzalna, vzročna, aktivna medicina nekako ne more več ozdraviti, želita povedati, je potrebno vpeti te osnovne elemente paliativne oskrbe. Ena je seveda ta somatska medicina, ki mogoče nam je najbližje, ampak ravno skozi prizmo minevanja pa potem spoznavamo, da smo ljudje psihološka in socialna in nenazadnje duhovna bitja. In ne smemo pozabiti, zraven imamo svojce oziroma ljube nam osebe, s katerimi delimo to pot in ki bodo prav tako prizadeti in ki bodo prav tako nosili potencialno večje travme, kot bi jih lahko. In to trpljenje se potem lahko kot ena slaba karma rola naprej. Zdaj pa zelo, bom rekel, relativno pragmatično vprašanje za urgentaša. Se pravi, zdaj, kako naj zdaj povprečen zdravnik prepozna, da bi bilo treba začeti vpeljevati te prvine paliativne oskrbe, pa se mogoče opredelimo predvsem na somatski del. Zdaj, kako naj zdaj jaz vem, da bom nenazadnje začel razgovor s pacientom? Veš kaj, malo še samo nazaj, Ko gledam tebe kot urgentaša, si predstavljam, da dobiš starega človeka, ki je slabo pogovorljiv, zelo, zelo boleč. Ugotoviš, da ima zelo napihnjen trebuh. In ugotoviš, da je samo zaprt, ker zadnje 3 tedne ni odvajal. In ga to zelo boli. Ima pa bolečine tudi drugod po telesu, ampak te bolečine so še dodatne. In kaj bi potreboval enostavnega tak bolnik samo? Samo odvajala, skrb za redno odvajanje, kar seveda ne potrebuje urgentnega centra UKC Maribor. In bi lahko na primarnem nivoju dobil to vrstno ustrezno skrb. To je tako zelo banalen primer, ampak zelo neke osnovne paliativne oskrbe, da predvidimo, kaj se lahko zgodi. Anamarija, kaj hočeš reči, da je tudi skrb za redno odvajanje del paliativne oskrbe? Ja, v takem primeru seveda je. Ali pa hranjenje, Hranjenje. Ali res mora otrok z neozdravljivo boleznijo napredovati po običajni krivulji zdravega otroka? Ali ga hranita starša toliko, da je zadovoljen? To je eno tako zelo osnovno spoznanje, ki ga težko sprejemamo zdravstveni delavci. In tudi svojci, recimo, hranjenje svojca s strani starša otroka tako zelo nagon, to vemo tudi iz. In če zdaj vrnem žogico.
kako zdaj prepoznati. Ja, no, kako prepoznati? Kako prepoznati? No, daj. Ker to je ključno vprašanje, ker dejansko je zelo veliko kolegov, ki reče, Jaz imam eno idejo. še ni paliativen. Kaj? Maja, zdaj se mi utrna misel, kako prepoznati, ja mogoče tako, da vprašaš pacienta. Verjetno ti ne bo rekel, jaz Kaj sem bi, paliativen. kaj ne bi, Ja. kaj ga moti. No, ti vidiš, da je zelo bolan. Ja. Ti vidiš, da je zelo bolan, da je star, da je krhek, ne? Ja. Recimo. Ja. Mislim, da je urgenten zdravnik skoraj ta zadnji zdravnik, ki ne bi se ukvarjal No, s prepoznavanjem paliative, ampak nažalost se pa On ravno je to. oni Vse. se, Ja. ja, Ja. bodimo realni. Da. Ampak dejstvo pa je, da bi mi mogli že preden pride do teh zapletov, ki vodijo, da vam pripeljejo te bolnike na urgenco, spregovoriti o teh stvareh in prepoznati te bolnike, ki so zelo, vedno bolj pogosto imajo neke zaplete, ki potrebujejo neko zdravniško obravnavo, večkrat bolnišnična obravnava, večkrat neka okužba, da recimo vidiš, da ne zmorejo več, da Maja, ja. 3. ali pa 13. poslabšanje KPB-ja. 6. uroinfekt. Zdaj, kdaj naj pomislim? Ja, ti kot urgenca zelo težko pomisliš, ti moraš rešiti takrat tisto situacijo, ki jo imaš, ampak vsi ostali kolegi, ki pa ga lahko obravnavajo potem na oddelku, Ja? je pa prav, da naredijo družinski sestanek, da se pogovorijo, naredijo nek načrt, plan in tudi, da bolnika vprašamo, kaj si želi. Kolikokrat bolniki si ne želijo tistega, kar mi mislimo, zdravniki, da si želijo to. Dajmo jih vprašati, dajmo No, ampak spregovoriti. to, da dajmo jih nekaj- on vpraša, to je jih pa prav. lahko. To je pa prav, da lahko, vpraša. a ne? A imamo Ja, kakšno ni treba, da številko, vse imamo neki zdraviš. parameter, imamo neki vprašalnik. Urgenten zdravnik. Nekaj mi dajte v roke. Obstajajo kar neki, saj dobro veš, da obstaja kar neki orodji, ki so na voljo in to so validirana orodja, v tujini jih uporabljajo, ravno kot učen načrt, mislim, učni In pripomoček, a ne? smo jih prevedli In smo jih tudi v Slovenijo- se jim reče. Spikt kriteriji. In to je nekaj, kar Za upam, da v naslednjem letu bomo uspeli med svoje kolege spraviti. In tam je noter ne samo za onkološke bolnike, kdaj pomislite, da je paliativna oskrba pa res potrebno z njo začeti, tam je tudi za vse ostale kronične neozdravljive bolezni, KOPB, srčno popuščanje, vse te stvari so noter. Nekako na hiter, enostaven način, samo kot pomislek takrat, ko si zdravnik, ta bolnik je pa z mano zdaj že ta tretjič v 3 mesecih, to pa res, dajmo poklicati družino, dajmo se pogovoriti, kaj on si želi. In ko bomo mi to se naučili, ko bomo to mlade naučili, naša odgovornost je, mi smo že pri starih, mi moramo to mlade naučiti in ko bojo to znali usvojili in vedno več jih je takih, ki slišijo paliativno oskrbo kot nekaj pozitivnega. Res mladi so nam bodočnost in ko bomo mi njih naučili uporabljati taka orodja, jaz mislim, da se bo to vse spremenilo. Ne, da ne boš ti na urgencu nobenega več takega dobil, ampak jih bo pa po mojem manj, ker bomo na druge načine jih obravnavali in na druge načine jim pomagali. Maja, če sem te prav razumel, ne? Jaz sem videl ta cetlic od spiktev, ne? Se pravi, hočeš reči, da pač po nekem kliničnem občutku, predvsem pa mogoče zavedanju, da pacient trpi za neko neozdravljivo boleznijo, stanjem ali občo krhkostjo, vzameš te spikt kriterije, pogledaš tam, prebereš se eni splošni, če se prav spomnim, pa eni specifični in rečeš, ja, ta pacient je, en izmed kriterijev, je vedno več kot polovico časa je odvisen od oskrbe drugih ali pa ponavljajoče se pljučnice. Se pravi, vidiš, da je ta nek kriterij oziroma pokazatelj izpolnjen in pol rečeš, kaj zdaj to pomeni? Koliko jaz razumem, rečeš potem, imel sem prav v svojem občutku, ta pacient bi verjetno res rabil naslovitev teh simptomov. Da se začnemo pogovarjati. Pogovarjamo se o simptomih, pogovarjamo se pa tudi o bolniku, njegovih vrednotah in željah. Naredimo nek načrt. Se pravi, ni toliko v tem, da zdaj mi damo nalepko, to je STEMI in gre na kateter, to je ICV in gre na nevro, ampak je v resnici to bolj neko potrditev, da se dajmo zdaj pa temu pacientu pristopiti celostno. Tako. Ne samo zdraviti pljučnice, vedno znova
še 6. v 4 mesecih. Dajmo jo zdraviti, takrat, ko je Dajmo jo smiselno. zdraviti. a ne, Dajmo jo zdraviti, Ampak- naredimo. Ampak se pa hkrati pogovoriti, kaj je za bolnika pomembno, kaj si želi. In a veste, da ti nekega starostnika vedno znova odpelješ od doma, a veste, ne vem, 90 plus let, pa ga vedno znova in on, ko pride na urgenco, pa reče, kaj delam, ne, v bistvu. Ja, to je res Ja, doskrat rečejo. Rečejo, a ne. In pa se res pa človek vpraša, ko se počuti kot zdravnik, malo, kot da delamo Še se vprašam, nasilje nad Pa njim. kaj mi delamo? Ja, Pa čemu to služi? No, samo da ne pozabimo, vidva za odrasle imata SPICT kriterije, SPICT. Kaj imamo pa v pediatriji? Tudi podobno. Je pa PAPAS vprašalnik. Prav iz strokovnih virov, a ne, in je eden od kriterijev, recimo, starši si želijo paliativne oskrbe. To je za nas takoj rdeča luč, hupla, takoj je potrebno nekaj narediti. A ne, so v taki stiski. to se pravi, če mi tako malo črto potegnemo, je dejansko stvari, marsikaj že obstaja in imamo. Mi jih moramo samo še vpeljati v naš sistem in se izobraževati na tem področju. In jaz mislim, da bi s paliativno oskrbo res lahko naredili veliko dobrega nam, bolnikom, svojcem, vsem skupaj. In sistemu. Maja, se pravi, po tem takem bi recimo SPICT, PAPAS, kriteriji, vse koliko razumem, so še kakšni drugi, saj ni važno. Se pravi, ti kriteriji so na nek način opomnik in validator našega kliničnega razmišljanja, objektivizacija in mogoče tudi dokumentacija in komunikacija z drugimi. Sedaj potem takem, kako si predstavljate, bi bilo prav, da bi not mogoče v izvid zapisali ali pa mogoče na kakšen tamle križec, krožec, klikec, zapisali, ta pacient izpolnjuje neke SPICT kriterije. Predvsem pa pomembneje kot kriterij je, za njega smo pripravili takšen načrt nadaljnje obravnave. Ker si takoj tudi on želel. To mora Tako. biti vedno v skladu z bolnikom. željami. Bolnik je v centru naše obravnave in njega moramo In poslušati. ta načrt nadaljnje obravnave ne pomeni, ne naslavlja, kakor smo slišali zadnjih dnevov, tednov trpljenja in morfija. Ampak je to v resnici lahko potem takem upravljeno leta pred smrtjo? Tako je. In kdo si tega ne bi želel? A ne? Velikokrat slišimo, ne, saj svojci tega ne želijo. Ne? Tudi pri naših starši tega ne želijo paliativne oskrbe. Ni res, ko jim ti na ta način pojasniš in ko to narediš, kdo si ne bi tega želel? Individualnega zdravljenja za svojega. Evo. In če smo zdaj prišli do tega, da si verjetno bi pa večina želela, za konec, kako bomo zdaj mi to spravili v meso? Ja, upajmo, da nas bo poslušala čim več odprtih ušes. Tudi vnaprej, kjer vse to širimo, a ne, na res številnih izobraževanjih za zelo različne zdravstvene delavce, pa tudi za laično javnost. A ne. In da bi odprli ušesa in videli, da je sodobna medicina krasna in vedno boljša. Vendar je človek v osnovi tu in je bolnik tisti, ki je ta glaven, a ne, in ne medicina. In ne medicina. Oziroma, kakor je povedal Osler, dajmo zdraviti bolnika z boleznijo in ne bolezen od bolnika. Se pravi, pol se spet na nek način vračamo na ene izmed teh točk. Se pravi, mi vsi smo dolžni, nazadnje po kodeksu naše medicinske etike, smo dolžni nuditi paliativno oskrbo. Paliativna oskrba ni samo titracija morfija ob zadnjih dneh, se pravi neka longitudinalna skrb, pristop biti ob pacientu. In kakor, če znamo prebrati EKG, nas to še ne naredi kardiologa, in če znamo prebrati tam črno-belo sliko rentgena, nas še ne naredi radiologa, tako verjetno se strinjamo, moramo vsi poznati neke velike tiskane ABC iz paliative. Verjetno zdravniki, predvsem somatski del, pa komunikacijo, ne, se strinjamo. Komunikacija je ključna, ne. Ok. Potem pa, če bomo mi vsi to
nekako vsakodnevno uporabljali, komunicirali med seboj, dokumentirali, bi verjetno si predstavljate, bi stvari morale iti še hitreje na bolje. Do zdaj se spreminjajo, ne? To je dejstvo, da gre na bolje, ampak mi bi si želeli še malo pospeška. Človek je tak, da hoče vedno še kaj več. Ne? Ampak to je prav, da imamo neko energijo, voljo, da bomo spreminjali stvari še naprej. Ker na paliativni oskrbi rabimo to spremembo še in vsak korak v pravo smer bo ta prav. Maja, se pravi potem takem, da se lahko ukvarjaš s paliativno oskrbo, oziroma da nudiš pacientu, rečemo, simptomatsko podporno zdravljenje, da pacientu nudiš in ti je mar in mu lajšaš simptome, ne samo, da se brigaš za njegove številke, parametre, se pravi, na nek način mu daješ oziroma mu lajšaš trpljenje in mu s tem daješ prvine paliativne oskrbe. To je torej potem takem že itak delo in naloga vsakega zdravnika. In vse, kar nam preostane, se pravi nekako še izpiliti naša znanja iz prepoznave, bolj eksplicitne prepoznave, komunikacije in neke detajle farmakologije oziroma logistike dostave tega. Malo bi še rabili podpore, ne? Recimo, da bi načrt nadaljnjega zdravljenja, ne, bil dosegljiv vsem takoj, vedno kot prvi. Ne? V teh informacijskih sistemih, v tem razvoju informacijskih sistemov, s katerimi se vsi zelo... Zdaj boš odprla Pandorino skrinjico vseh naših izzivov, ki imamo velikih. Potem pa dovolj, da zaprem... Izzivov imamo veliko. Potem pa dovolj, da zaprem eno krilo te skrinjice. Hotel sem reči, se pravi, vsi mi delamo, pa mogoče bi še malo več zavestnega truda bomo morali delati še bolj to paliativno oskrbo in s tem verjetno pokrili veliko večino potreb. Paliativni timi, specializirani oddelki pa so verjetno tu res kot špica terciar za neke neobvladljive simptome, katere pokličemo na pomoč, ko mi pač z nekimi osnovnimi prijemi, ki so verjetno večinoma itak relativno učinkoviti, ne zmoremo. Je to tako? Točno tako. Se pravi, ne more paliativna oskrba sloneti na paliativnih timih, ki jih zdaj ni niti ducat, ampak sloni na nas, na vsakodnevnem rednem kliničnem delu, če pa rabimo pomoč, pa pač pokličemo. Ana Marija, dobro smo ga izučili, urgentnega zdravnika. Ampak jaz verjamem, da bo res to še naprej delal. Ja. Upam, da še kdo. Upamo, da še kdo. Ok, se pravi, to je zdaj nekako sporočilo za nas, mogoče tudi za odločevalce. Kaj pa recimo sporočilo za gledalce izven zdravstvenih strok, za laično javnost? No, jaz kot prvo bi rada rekla, da ne se te besede ali pa tega pač sklopa besed paliativna oskrba ne ustrašijo. Upam, da pač to, kar smo danes govorili, da razumejo, da poskušamo res vsakemu narediti čim bolj pomagati. Tako da ne se ustrašiti paliativne oskrbe. Ljudje, ki delajo paliativno oskrbo, bojo pomagali vam, bolnikom, svojcem, bomo poskušali čim bolj vam pomagati. Druga stvar pa je, kar je pomembno, je pa tudi to, da sami razmišljate o tem, kaj vam je v življenju pomembno, in da vi veste, kaj si želite, kakšne so vaše želje in o tem spregovorite. Spregovorite sami sabo, spregovorite svojo družino z bližnjimi in spregovorite tudi z zdravstvenimi delavci, ker samo tako na tak način bomo mi vedeli in vam mogoče pomagali pač v tisto smer iti, ampak je pomembno, da se slišimo. In zato dajmo najprej v svojih glavah razmisliti, kaj nam je pomembno v življenju, iščemo tiste lepe trenutke v življenju, ki jih še lahko imamo, tudi ko imamo neozdravljivo bolezen, povejmo jih svojcem, bližnjim, lahko tudi zapišete, kakorkoli, in pa tudi povejte tudi zdravstvenim delavcem, da vam pa lahko v okviru tega tudi skupaj pomagamo na tej poti. Odlično.
Ja, se pridružujem absolutno, no. V pediatriji je tudi enako, a ne, tudi za laike, a ne, za starše, ki nas nekako vedno bolj spoznavajo. In si želimo, da bi bili res vsi otroci, ki jih je veliko v Sloveniji, veliko jih je doma, veliko jih je v zavodih, veliko jih je v šolah s prilagojenim programom, to so slepi, gluhi bolniki, to so z motnjo v razvoju, gibalno oviranostjo, duševno motnjo, to so res bolniki, ki so hudo prikrajšani za svoje življenje, sovrstniki. In te bolniki in ti starši, ki dejansko z izjemnimi fizičnimi napori skrbijo 24/7 zanje, ti si res zaslužijo to našo misel in pomoč, a ne, in tudi v socialnih okoljih, a ne, kot sprejemanje drugačnosti, sprejemanje, kaj si starši želijo, kaj jim je pomembno, a ne. In to je to, zakaj bi morali biti vsi enaki, vsi zdravi in vsi super. A ne, so bolni med nami in lahko jim to zelo učinkovito olajšamo. Odlično. Pol pa, preden zaključimo, je še kakšna misel, sporočilo, celokupno, ki jo imate za našo publiko? Če dovolite, bi jaz podal kakšno misel, začnem, pa vi, prosim, dokončajte. Kar sem se naučil, kar sta me naučili, je, da je v resnici paliativna oskrba, navkljub temu, da mogoče ima nekako tak sinisteren prizvok, da je v resnici izrazito pozitivno sporočilo. Ker sporoča, ker jasno sporoča, celo skozi formalno diagnozo, z 581, če se prav spomnim, sporoča, da nam je mar za dobrobit oziroma kvaliteto pacienta. Vse druge diagnoze so na nek način opis patologije, ta je pa v resnici opis stanja, kakršnega želimo, da bi bilo oziroma da bi se izboljšalo celokupno počutje in bivanje človeka. Tako da sem na nek način navdušen, ne, saj govorimo o absolutno pravi stvari. Očitno je, da to ni samo hardcore medicina, kot jo poznamo medicinci, ampak seveda so več plasti. Začne se pri mogoče zdravilih, konča se pa v vesolju in s svojci. Smo nenazadnje, tako kot smo rekli, socialna in duhovna bitja. In ja, Maja, imaš zelo prav, ja, dajmo se pogovarjati o tem, kaj so naše vrednote, želje, strahovi. Dajte se pogovarjati, kajti, ko pridete enkrat k nam in ko nam pridete v nek strog algoritem, ne zaradi neznanja ali ignorance, zelo lahko je prestopiti mejo, kjer pacientu v tem spektru kritične urgentne medicine več ne koristimo, ampak ga začenjamo škoditi. In nemogoče je v soboto ob 3 zjutraj pri nezavestni, večinoma starejši osebi, bolnici, vedeti, kaj bi si ona želela, kaj je njen trajektorij, kakšna je njena pot, če to ni prej skomunicirano, zapisano, ali pa da imaš vsaj koga za vprašati. To je nekako moja nočna mora, ko se vedno znova sprašujem, a smo šli predaleč in smo začeli škoditi, ali smo pa slučajno komu kaj prikrajšali, a smo našli neko smiselno ravnotežje. In druga stvar, vedno bolj se zavedam, ja, zraven so svojci, ne, ki s tem pacientom, za katerega imajo sočutje in s katerim trpijo zraven. In z našega vidika, no, eno sporočilo je definitivno, ja, paliativna oskrba res ne bi nekako smela biti prepoznava, ne bi smela biti domena urgentne medicine, pa ne zato, ker je ne bi želeli, ampak ker kontekst res ni primeren. Pogovarjati se o
Erosu in Thanatusu z 60% masko na ustih enostavno ni tista prava stvar, ni stvar, ki bi se jo pacienti zaslužili. In tele SPICT kriterije očitno treba naprintati in spraviti. In da si zdravstveni delavci dejansko ovrednotijo to delo, da spoznajo, kako se dobro počutiš, ko lahko res nekaj dobrega narediš za tako težkega bolnika. Je težko, je žalostno, ko umre, vendar je zadovoljstvo ob tem, da si res naredil nekaj konkretno dobrega. Vodi v to, da bi se dejansko ukvarjali s tem vsi. Od prvega do zadnjega zdravnika, starega, mladega, vsakega specialista na vseh nivojih. Pa mogoče samo še moje zaključna misel. In to sicer za, bom rekla, za vse. Za zdravstvene delavce, sodelavce, za bolnike, svojce. Mislim, da se vsi tukaj strinjamo, da je življenje vrednota in je treba res ga živeti. Zato mogoče vsi kot družba poskušamo kdaj se malo počasniti, tudi mi tukaj, ki sedimo, počasniti, poiskati tiste pomembne točke v življenju, spregovorimo o tem, kar nam leži na duši, s tistimi, ki jih imamo radi, in dajmo res življenje uživati, kot je prav, da imamo nekaj od tega življenja. Tako da s tem bi jaz nekako zaključila, življenje je vrednota. In mislim, da mi nisi mogla boljše povedati, najraje bi rekel živeli. Zdaj lahko z vodo. Mi smo še davnej prišli, a ne minutažo. Hvala lepa in dajmo živeti. Dajmo.